Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o košarki. Naš gost je namreč trener članske košarkarske ekipe košarkarskega kluba Hidrija, Gašper Kolman. Lepo pozdravljeni. Enako, lepo pozdravljeni. Drugo leto ste trener članske ekipe košarkarskega kluba Hidrija, pa najprej me zanima, kako je sploh prišlo do vašega sodelovanja z idrijskim klubom? Lansko poletje me je poklical Sašo Kavčič in potem sva se eno popoldne dobila v Ljubljani. Predstavil mi je projekt, samo ekipo, domače fante in jasno poleg tega mi je omenil tudi, da je zelo veliko zanimanje strani idrijske publike. To vse me je pritegnilo in na koncu ni bila težka odločitev, da sem se odločil, da se pač pridružim. Marsikdaj slišimo, da je cesta iz Ljubljane proti Idriji zelo taka neugodna. Vas po prvih obiskih Idrije ni minila vožnja skozi tako imenovano Zalo? Ne, ni. V bistvu mi je vedno bolj všeč. Tako da na začetku je prvih par voženj je sigurno neprijetnih, ampak kasneje se navadaš in danes bi lahko mi že odpeljal domov. Rekla sva, drugo sezono ste trener članske ekipe. Lansko leto vam je le malce zmanjkalo, da bi se uvrstili v drugo ligo. Kot nam je v nekaj pogovorov nazaj omenil Sašo Kavčič, je cilj letošnje sezone napredovanje v drugo ligo in po prvih nekaj tekmah ste na zelo dobri poti, namreč sezono ste začeli zelo dobro s 5 zaporednimi zmagami, če štejemo tudi pokalno tekmovanje. Ja, res je. Sezono smo začeli z zmagami. Ampak, če želimo izpolniti ta cilj, ki smo si ga zadali, to je, se pravi, nekako uvrstitev v drugo ligo, potem je treba enostavno vse tekme zmagovati. Tudi na fante sem naložil ta pritisk, istočasno tudi na sebe. Zaenkrat nam gre dobro. Res je, da smo imeli mogoče malo lažje tekme na začetku, tiste, bom rekel, ta prave oziroma s tekmeci, ki jih vidim kot največje konkurente, pa šele prihajajo. In kateri so po vaši oceni te največji tekmeci? Tako kot lansko leto Slovan in pa mislim, da tudi Ilirska Bistrica, da ima ekipo, ki bi lahko posegla visoko. Pred letošnjo sezono je prišlo tudi do nekaterih sprememb v ekipi. Kariero je zaključil lanski kapetan Anže Bogataj, tudi Matic Kržišnik je zaključil kariero, tako da je kar nekaj sprememb v ekipi. So se novi člani dobro vklopili v samo ekipo? Ja, po lanski sezoni je prišlo kar do nekaterih sprememb. Par domačih fantov se je odločilo, da prenehajo s košarko. Tudi dva fanta iz Ljubljane, ki smo jih lansko imeli tukaj, sta prenehala. Tako da je bilo treba nekako ekipo na novo sestaviti, sicer tisto jedro domačih fantov je ostalo. Priključili smo 5 mladincev, tako da smo ekipo še pomladili, istočasno pa smo pripeljali 3 fante iz drugih klubov, tako da smo naredili ekipo konkurenčno in zaenkrat nam dobro kaže. Na klopi je vedno tudi precej mladih igralcev iz idrijskega kluba. Lani v zaključku sezone ste jim tudi pogosto dajali kar nekaj priložnosti, kar je bilo zelo lepo videti. Kakšen je potencial teh fantov, ki prihajajo iz mladinske šole? Nekako izviram iz svoje zgodbe. Že kot mlademu košarkarju mi je bila ponujena priložnost zaigrati na članskem nivoju in tudi sam zdaj poskušam ponuditi to priložnost mladim fantom, če je le možno čim prej. Jasno se pa morajo dokazati na treningu in če je temu tako, rade volje ponudim minutažo. Neki fantov, se pravi te, ki smo priključili, so sigurno zanimivi, vse pa je na njih konec koncev, v kateri smeri se bojo razvijali. V preteklosti, govorim nekaj 10 let nazaj, je bila slabost idrijskih košarkarjev višina. Zdaj, bom rekel, z Mlakarjem pa z Tratnikom ste tudi na tej pozicijah dokaj konkurenčni. Govorim za 3. ligo. Je ta višina košarkarjev za napredovanje dovolj visoka ali bo treba poseči tudi po višjih okrepitvah?
Ne, tudi z tega vidika mi je bila ekipa zanimiva, ravno zaradi tega, ker ima dejansko pokrite vse pozicije z domačimi fanti in ni bilo treba pripeljati, bom rekel, v narekovajih tujcev na teh spodnjih pozicijah. Tako da v tej tretji ligi smo trenutno res najmočnejši pod košem. Redko katera ekipa ima tak dvojec, kot ga imamo mi. Istočasno pa tudi, ko spremljam ligo više, se pravi drugo ligo, ne vidim nobene ekipe, ki bi imela tak dvojec pod košem, kot ga imamo mi v tem trenutku. Trenutno se v celi Sloveniji soočamo s težavami zaradi koronavirusa, pa me zanima, je priprava ekip, treningi, tekme, poteka vse po načrtu ali vas je tudi kaj presekale te težave? Zaenkrat vse poteka po prvotnem planu, ni nikakršnih strogih omejitev, držimo se pač tistega, kar nam je naročeno. Tudi gledalci so še vedno prisotni na tekmah, upam, da bo temu tako tudi v nadaljevanju, ker vendarle se košarka igra zaradi gledalcev in tudi samim fantom je bistveno lažje igrati pred publiko, kakor pa pred prazno dvorano, ko jih na nek način težko prepričaš, da gre za prvenstveno tekmo, če pa ni nikogar na tribunah. Je pa splošno znano, da je idrijski klub po obisku gledalcev med najboljšimi v Sloveniji. Ja, tukaj je res izjemno, kar se tega tiče. Že v lanski sezoni je bil obisk fenomenalen. Videli smo na tekmi proti Slovanu, ko je bila dvorana do zadnjega kotička polna. Na koncu sezone je Košarkarska zveza celo objavila podatek o gledanosti domačih tekem posameznih klubov od 1. do 4. lige in mi smo se zavihteli na visoko 5. mesto med vsemi ekipami v Sloveniji. Pa je zaradi tega, bom rekel, obiska gledalcev kaj več pritiska na vas kot na trenerju ali pa na samih igralcih? Ne, sam ne čutim nikakršnega dodatnega pritiska, mislim, da tudi igralci ne, ampak nas to kvečemu motivira. Idrijska publika se spozna na košarko in vsako dobro potezo tudi nagradi z aplavzom, tako da zaenkrat je vse super. Omenili ste uvodoma, da cilj je napredovanje v drugo ligo. Zanima me, kakšni so vaši cilji vezano na idrijsko košarko? Imate dolgoročnejši plan sodelovati s košarkarji ali je to samo neka vaša vmesna postaja? No, jaz bi rad, da se zgodba nadaljuje, ni pa vse odvisno od mene. Po koncu sezone rad potegnem črto, spregovorim tako z direktorjem, kot samimi igralci, da vidim, kako so tudi oni videli sezono oziroma mene. In ja, če tukaj ni nobenih ovir za nadaljevanje, sem sigurno pripravljen, da bi bila ta zgodba dolgoročnejša, sploh če bojo tukaj prisotni uspehi, ukolikor pa ne, pa jasno, vse za dobro kluba in pa fantov, tako da če bo nekdo drug prišel na to mesto, je to čisto normalno. Največkrat se pogovarjamo samo o trenerjih, vendar vi imate verjetno tudi nek štab, ki sodeluje z vami, pa me zanima, če lahko predstavite, kdo vse je v tem trenerskem štabu. V bistvu je ta trenerski štab zelo ozek, z mano sodeluje Aleš Kastrin kot pomočnik trenerja, že drugo leto sodelujeva zelo dobro. Pomaga mi pri treningih in konec koncev tudi pri vodenju tekem, tako da je to sodelovanje res vzajemno. Za zaključek pa še eno vprašanje. Zanima me, ste se po 2 letih, lahko rečemo, stalnega obiskovanja Idrije že navadili kaj idrijskih besed, poznate kakšen idrijski stavek, da bi ga lahko zdaj povedali? Stavek glih ne, poznam pa recimo predvsem številke, ker pač v košarki imamo same napadalne akcije, večinoma označene s kratkimi besedami ali pa številkami in ja, tukaj prihaja včasih do nesporazumov, pest pa pet je hitro podobna beseda, vsaj v mojih ušesih, tako da ja, so zanimive stvari.
Gašper Kolman, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želim vam, da bi uspešno nadaljevali letošnjo sezono in pa seveda, da bi izpolnili cilj, katerega ste si zadali. Najlepša hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.